koza, krava na strehi, nevzgojena smrklja, ki jo je treba poslati na zaprti oddelek psihiatrije. Vajeni ste ljudi, ki se uklonijo, ki klonijo pod pritiski neprimernih gest, sovražnega govora, psihičnega nasilja. Označilo se jo je za podivjano kobilo. Eden je celo pripisal, da je na kokainu. V zgodovini slovenske politike smo že večkrat videli, kako nekatere politične stranke, predvsem SDS in NSI, ne prenesejo močnih žensk na vidnih političnih funkcijah. Že sama zamisel, da bi ženske prevzemale odgovornost za zapletene politične odločitve, je očitno za vas popolnoma nesprejemljivo. Kolegica Urška Klakočar Zupančič ni le predsednica Državnega zbora, ampak je tudi simbol progresivne, odprte in pravične Slovenije. Je glas preslišanih, zagovornica otrok, zagovornica tistih ljudi, ki imajo potrebe, ki jih velikokrat v tej družbi se ne naslavlja. To, da se razpravlja o političarkah oziroma o komorkoli, o ministricah, o poslankah, da razpravljamo o njihovih oblačilih, o njihovih čevljih, zame je to že samo po sebi nekaj nedopustnega. Imamo grmado, čarovnico pa je treba zažgati. Tukaj kričite pod varstvom imunitete, da vas ni sram. In zato, ker ste strahopeten in ne prijete na lastno sejo, ki ste jo sklicali, ker niste imeli verjetno kaj povedati. Za odnos v Državnem zboru smo odgovorni vsi poslanci, konec koncev tudi sami poudarjate, ona je ena izmed enakih. Spoštovana predsednica, bodi to, kar si, ostane naša prva prava srčna dama tega hrama demokracije. Nikoli vam ne bo uspelo, da Urško spremenite v patološko žrtev, kar je vaš namen. Laž ne bo nikoli postala resnica. Lahko jo 1000-krat ponovite, pa bo ostala laž. Lahko jo tvitate, kričite na ulicah ali pred sodišči. Lahko jo zapišete v knjige ali objavljate v svojih medijih. A laž bo ostala laž.